Matej 25. poglavje od 14 do 30, ki govori o talentih, ki jih je gospodar dal služabnikom, preden je odpotoval. Enemu je dal 5, enemu je dal 2, enemu je dal enega, in čez nekaj časa, ko se je vrnil, je prišel ta s 5 in je rekel, da je trgoval in je naredil še 5 drugih. Ta, ki je dobil 2, je trgoval in naredil še 2, tisti, ki je pa dobil samo enega, je pa rekel, da ga je zakopal, ker se je bal, ker je bil gospodar hud in zaradi strahu ni nič naredil s tem, kar je dobil. In pol je še Ravi o tem govoril med pridigo in mi je bilo zanimivo, da je ta strah pred neznanim, da naš način razmišljanja, kako mi razmišljamo, da ne razmišljamo tako, kot Bog razmišlja, ampak razmišljamo po človeško, kaj si bo nekdo mislil, kaj bo nekdo rekel, ko mu boš povedal od Jezusa, ko ga boš objel, ko boš, ne vem, povabil ga v cerkev. Zmeraj nas je strah, kaj bojo oni rekli. Ampak Bog te je lih zaradi tega tja poslal, da te ni strah, pa da poveš to, kar ti bo Sveti Duh tisti trenutek dal zapovedati. In to se zdaj tudi povezuje z vero, ki je Benga govoril o tem, ne, da nam Bog pomnoži to vero. In rad bi še povedal, kar mi je bilo včeraj zelo všeč, da se moramo odučiti vsega, kar vemo o sebi, razen to, kar Bog govori, da smo. In da začnemo poslušati in ubogati njegov glas, ker Bog, kakor je rekel Klemen, vedno govori. Samo moramo se naučiti razločiti, slišati njegov glas in narediti to, kar hoče, čeprav ne veš, kaj narediti oziroma kam iti, ali pa vedno je nekaj, kar ne vemo, in v veri to naredimo, in ker pa to naredimo, zmeraj dobimo nazaj tisto, kar je on namenil. In isto je bilo mi všeč včeraj, ko je Ravi rekel, da če te Bog zbudi ob 3 ponoči, da vstaneš pa greš molit, ker te ni zbudil za brez veze, zbudil te je zato, da ti da razodetje. In meni se je to ene parkrat zgodilo in mi je bilo tudi všeč, da se spet neka potrditev, da Bog tudi govori po noči. In jaz sem ene parkrat po noči, ko me je zbudil, vstal in sem šel molit in sem dobil taka razodetja, ki jih čez dan ali pa v cerkvi ne dobiš. Velikokrat me je pa zbudil, pa nisem vstal. In se sprašujem, kaj je hotel takrat povedati. Tako da moramo iti v korak z Bogom. Da bi pa še delil, kaj sem med slavljenjem videl, če vas zanima. Med slavljenjem sem videl, kako se oblaki razpirajo in se odpirajo nebesa, in tam, kjer se je to odprlo, je prišel dol kakor tornado, tako zvit veter, poln ene napetosti, čist je bil nabit moči, energije, kar čutilo se je napetost v temu tornadu, ki je prihajal dol, kot Božja prisotnost. In pol smo slavili, včeraj molili, slavili eno dobro pesem, ki je bila nekako kakor Hrvaška moli in bo molila, Slovenija moli in bo molila, Bosna moli in bo molila, Srbija moli in bo molila, Črna gora moli in bo molila, a Bog bo slišal in uslišal. In takrat sem videl, kako se Ljubljana pa Zagreb povezujeta med sabo v tako en veter, ki piha iz Ljubljane proti Zagrebu, ognjen veter, in ko je prišel do meje, so meje zgorele. Tako pač ta na zemljevidu, saj meje itak ni, ampak meje na zemljevidu so zgorele z ognjem Svetega Duha in Bog je povezal narode, brate, sestre iz bivše Jugoslavije, ker pač on je isti Bog. In pa sem pa videl še kakor eno tako streho, ki se je čez vse razprostrla, ali kako naj rečem, ki je prišla streha čez vse, taka močna kovinska konstrukcija, močna streha, in ratala je tema, pa se je pa luč prižgala in pa je tema zbežala. Zdaj, Bog ima velik načrt in za Slovenijo in za Jugoslavijo in za vse, in verjamem, da smo ob pravem času na pravem mestu, da smo lih za ta trenutek bili ustvarjeni, poklicani. In zdaj bi prosil, če se strinjamo v molitvi. Oče, hvala ti, Oče, za ta čas.
Hvala ti za ta čas, v katerem smo zbrani. Hvala ti za ta čas, v katerega si nas poklical, izbral, ustvaril, Oče. Oče, jaz molim zdaj v imenu Jezusa, da pride Sveti Duh, ker je dobrodošel tukaj, Oče. Da pride Sveti Duh in napolni naša srca, napolni te temple, Oče, ti si te temple očistil, ti si te temple osvobodil, zato da je več prostora zate, Oče. In mi molimo, Oče, za več Svetega Duha, Oče, mi molimo za več Tebe v naših življenjih in manj nas, Oče, da bomo ubogali in poslušali Tebe in da se ne bomo obračali na svoje razmišljanje, Oče, da se ne bomo zanašali na svoje razmišljanje, kako mi razmišljamo v mesu, ampak da bomo v duhu, Oče nebeški, operirali in da bomo šli pogumno, Oče, brez strahu, ker ti se ne bojiš nikogar, Oče, ti si v nas, ti si močnejši od vsega in mi se moramo tega zavedati, Oče, in jaz molim, da se tega zavedamo, Oče. Jaz molim, da sprejmemo tega Duha, ki nas vodi, Oče, da slišimo Tvoj glas, Oče, da zapremo oči in ušesa pred svetom, Oče, in prisluhnemo Tebi, nagnemo srce k Tebi, Oče. Da odpremo oči srca, Oče, za to, kar imaš ti za nas, Oče, kar imaš ti za Slovenijo. Slovenija je na zelo dobrem položaju, Oče, skoraj bi lahko rekel, da je v centru Evrope. In iz te Slovenije, Oče nebeški, šviga ogenj na vse strani neba, Oče, sever, jug, vzhod, zahod, vse sosednje države in tako naprej, Oče. Naj zgorijo meje v Svetem Duhu, Oče nebeški, tako kakor je bilo, kakor piše v Tvoji besedi, Oče, da boš v zadnjih dneh izlil svojega Duha, Oče, ti ga že izlivaš, Oče, sam ljudje ga ne vidijo, ne slišijo, ne poznajo, zato ker niso v Tebe, Oče. Mi kličemo, da pritegneš, Oče, še več ljudi, Oče, da jih pritegneš, da jim daš lakoto za Tebe, Oče, da jih lahko Jezus reši, Oče. Mi smo tukaj ustvarjeni, narejeni, Oče, po Tvoji podobi. Mi smo tukaj, Oče, zato, da gremo in pridobivamo učence, Oče, in jaz zdaj molim v imenu Jezusa, Oče, da nam daš pogum, da nam daš besede, da nam daš smer, kam naj gremo, Oče, da nam odpreš vizijo, koga naj obiščemo, koga naj objamemo, komu naj povemo, Oče nebeški, ker ti imaš vse rad, Oče, in mi bi radi tudi imeli druge radi, tako kot jih imaš ti rad, kot ti ljubiš, Oče nebeški. In ne bo ta Tvoja ljubezen v nas do vsazga, Oče, ne samo do tistih, ki nas ljubijo, ampak do vsazga, tudi tisti, ki nas ignorirajo, tisti, ki nas prezirajo, tisti, ki nas na kakršen koli način pohojajo, Oče nebeški, da jih lahko objamemo in jim povemo, da jih imaš ti rad, Oče, haleluja, ker to je samo s Tabo mogoče, Oče. In mi kličemo, Oče, da se odprejo nebesa nad Slovenijo, tako kakor v viziji, Oče, in naj pride Tvoja prisotnost v temu viharju dol, Oče nebeški, naj zaveje veter Svetega Duha po vseh cerkvah v Sloveniji in po sosednjih državah, Oče nebeški, naj zaveje ta veter, naj zgori, Oče nebeški, vse, kar ni v Tebe, da Sveti Duh použije vse v svojem svetem ognju. Pridi, Sveti Duh, dobrodošel si. Pridi, Sveti Duh, dobrodošel si. Haleluja, hvala ti. Hvala ti, Oče, hvala ti, Jezus, hvala ti, Sveti Duh. Še več Tebe, še manj mene. Aleluja, hvala ti, Gospod.